Je Fulbrightova štipendijska v ZDA in je bila tudi prisotna marsikje drugje v tujini. Je tudi prejemnica Žagarjeve nagrade za šolstvo leta 1990 in je ena najbolj izkušenih strokovnjakov na področju psihologije in pedagogike. Gospod Aleš Ojsteršek je pa direktor Urada za razvoj izobraževanja. Na to imamo pa tudi še predstavnico Zavoda 404, torej Barbi Seme. Je pa vodja pedagoškega programa in direktorica operative Zavoda 404, ki je prvi mladinsko-tehnološki razvojni center v Sloveniji in eden glavnih akterjev na področju neformalnega izobraževanja v Sloveniji. Je prejemnica nagrade Belega Afrodita 2016 na področju izobraževalnih dosežkov in je tudi profesorica in raziskovalka neformalnih izobraževalnih oblik. Pa bom začel kar z vami, gospod Brodnik. Ste prvi na tapeti. Bežu. Maker gibanje je neločljivo povezano z digitalizacijo, no vse zadnje je nastalo v digitalni dobi. In hkrati Maker gibanje poudarja, da je nujno vzgajati ustvarjalce in ne zgolj uporabnike. Kakšno je trenutno stanje znanja iz računalništva informatike pri osnovnošolcih in srednješolcih in zakaj je računalniško opismenjevanje tako pomembno v trenutni dobi? Dobar dan vsem, hvala lepa za vprašanje. Upam, da boste kaj novega zvedeli v tej naši okrogli viziji, saj mi se bomo verjamem potrudili povedati kaj zanimivega oziroma tudi kakšno istočnico, da kam naprej. Da se vrnem na vaše vprašanje, glede izobraževanja računalništva in informatike, je to približno tako, kot če bi hotel narediti strojnike, pa bi jih učili samo, kako se služi matematika, nikoli ne bi se učili. Z drugimi besedami, lahko se naučijo, kako se stvar naredi, zadrega se pa se pojavi takrat, ko je treba razumeti, zakaj stvar tako deluje. Zdaj, če pogledamo stvar malce drugače, širšega zornega kota, digitalna tehnologija dejansko ni. Konec koncev te okrogle mize bi ne bilo, ker je ta narejen s pomočjo digitalne tehnologije. Ne nazadnje tudi ta luč je še klasična. Vsaka od teh stvari zahteva neko znanje digitalne tehnologije. Zdaj imamo dve možnosti. Ena možnost je, da gremo v trgovino, kupimo zadevo in jo uporabljamo, druga stvar je pa, da smo mi tisti, ki delamo te zadeve. Oziroma delamo boljše te zadeve. Zdaj, vsi ne bomo tega delali, ampak tudi računalničari tega ne delajo, to delajo elektrotehniki. Konec koncev, da rože v redu rastejo, ne skrbijo računalničari, ampak skrbijo za to verjetno kakšni biologije, agronomi in podobne stvari. Ampak vsi ti poklici uporabljajo računalništvo in informatiko in kje spodaj kot orodje za to, da dosežejo boljše rezultate. In če želimo dosežke boljše rezultate, moramo biti bolj izobraženi z tega področja. Zdaj lahko rečemo sicer, ja vse, bomo še zmeri klasično delati. V redu, lahko klasično delamo, samo zavedati se moramo pa tega, da takoj za čez karavanke na drugo stran otroci se že izobražujejo iz tega znanja. Oni že pridobivajo to znanje. Oni bodo čez 20-30 let dejansko s tem znanjem stopili v svoje katerokoli, da se bolj poklicno pot. Ne samo na pot računalničarja, ampak tudi na pot recimo dizajnerja, oblek in podobnih zadev. In če tega znanja osnovnega ne bojo imeli, bodo takoj v deprivilegiranem položaju. Zato mislim, da to temeljno znanje je približno tako, ko smo se odločili, da se bomo vsi kemije učili, vsi otroci, je ravno tako potrebno, da se vsi naučimo tistih temeljnih znanj računalništva in informatike, ki nam bodo potem, oziroma ki bodo našim otrokom znala odgovoriti na vprašanje zakaj, ne samo kako. To je ključno vprašanje, če hoče biti nekdo kreativen. Tam zraven sem malce se sprehodil po prostoru in je krasno predavanje in vse je narejeno kako. Damo rumeno žičko, damo rdečo žičko, damo zeleno žičko, bomo na rdečo bunkico, pa gori. Dobro, zdaj se vprašamo, zakaj gori? Zdaj, ker čez nekaj časa pa treba to verjetno kredit na najvišji kognitivni stopnji razumevanja. Zdaj, kar zadeva Slovenije, je zadrega še večja v tem, da v 12 letih, o tem koliko Ojsteršek je več znal povedati, v 12 letih izobraževalnega sistema, se pravi, 13, 9+4, imamo eno samo leto obveznega računalništva in informatike. Imenuje se sicer predmet informatika in to je vse, kar je. In v ta predmet stlačimo noter tako rekoč vse in nič. Predvsem nič, veliko ne. Zaradi tega, ker po drugi strani moramo najprej usposobiti otroke za to, da sploh postanejo
lahko v digitalni družbi pismeni, toliko, da lahko funkcionirajo, ampak ostane pa vse premalo časa, oziroma da sploh nič ne ostane, zato da bi vsaj kaj povedali o zakaj. Kaj delajo v svetu? V svetu delajo tako, da grejo se dejansko spreminjajo kurikulum v to smer, da je računalniška informatika prisotno dejansko od prvega razreda osnovne šole do konca srednje šole v takšni in drugačni obliki. Od tega je vse 8 do 10 let obveznega predmeta, tako kot matematika ali pa kakšen drug predmet. Zdaj, kar zadeva slovenskega znanja, je odraz tega stanja v šolskem sistemu. Mogoče en od kazalnikov odraza je v tem, da primerjamo rezultate naših otrok v tekmovanjih s tujino in doma. V glavnem, želimo imeti ustvarjalce, ne uporabnike. Dejstvo je to, res je. Zdaj, če še mogoče v teh rezultatih, zdaj, kar zadeva rezultatov je tako, ne, pri ACM Slovenija imamo sekcijo za tekmovanja, v katero izvajamo tri tekmovanja v tem trenutku. Eno je tako imenovano Bober, to je od prvega razreda osnovne šole do konca srednje šole, potem imamo RTK, to je v bistvu neka nacionalna olimpijada, ki je za srednje šolce, in potem imamo še za študente. Zanimivo je, sicer ta Bober tekmovanje je mednarodno, naloge so vse enake po celem svetu, da rezultati se ne primerjajo med nacionalnostmi. Izkaže se, da slovenski otroci dosegajo povsem primerljive rezultate z svetovnimi, ali pa celo mogoče malce na pozitivni strani, tam nekje do 6. razreda, 5., 6., 7. razreda osnovne šole, pa še nekaj zanimivega, do takrat imamo tudi dekleta vključeno v to zadevo. Namreč pol jih je približno. Potem se pa nekaj čudnega zgodi, namreč zgodi se to, da cela stvar treba je priti na eno višjo stopno znanja, ki ga jasno naš šolski sistem ne nudi, tam je vidim kolega Radovana, namreč njemu treba priznati, da je zelo veliko naredil za to, da je usposobil v šolah pripeljati en predmet, ki se imenuje neobvezno izbirno vsebina, neki ta neobvezni izbirni predmet, ki dejansko prinaša ta znanja v otroke. To je tako, vzame ga, kdo ga vzame, pa četrv vrata ponudi. To kolega Ojsteršek je več ljudi na to povedati njemu. In zdaj, potem v srednji šoli se zgodi, da padamo pa že katastrofalno globoko. Na mednarodni olimpijadi smo v zadnji četrtini ali pa v zadnji tretjini držav na svetu. To pomeni držav na svetu, dajmo se tega zavedati. Ne govorimo o Evropi, ampak na svetu. To vključuje vse države, 140, 240 držav, koliko je. Za primerjavo, recimo, Hrvati so neprestano v svetovnem vrhu. Pa smo bili skupaj v isti državi, pa da ne. Srbi so tudi nekaj tam v prvi četrtini. Italijani je ravno tako. Nekaj narobe z našim sistemom, očitno izobraževanja. No, na univerzitetnem nivoju, se pravi študentskem nivoju, pa ne pridemo, nismo še razredni bolj prišli na svetovno raven, smo samo na regionalni končali. Zdaj, zakaj je to važno? Važno je zaradi tega, ker to je znanje, neko znanje, ki ga otroci bi morali imeti, oziroma ki jim koristi, verjamem, da jim koristi pri tem, da so lažje kreativni, oziroma da so bolj kreativni. O tem se pa pogovarjamo tam kasneje. Katere države pa so tako v vrhu, tega bi rekel top 3? Top 3, če gremo čisto neposredno bližino pogledati, so top 3, recimo na srednji šolski ravni so Hrvati, Poljaki, Romuni. Kje pa, a veste, kje je ta razlika v tem šolstvu? No, v Romuniji imajo prav poseben sistem gimnazij za računalniško informatiko. Sem jaz eno drugo stvar izpostavil. Jaz se ne bi osredotočil toliko na računalniško informatiko kot neko samo stroko. Jaz se bi bolj osredotočil na eno drugo stvar, ki je še širše družbeno pomembna. Gre za to, da naši otroci preprosto nimajo znanj, ne dobijo znanj, ne dobijo, ni institucionalnega postopka, procesa, v katerem bodo ta znanja dobili, zato, da bodo lahko karkoli drugega počeli. Konec koncev, da bodo imeli dobre naloge iz tekmovanja iz biologije, kemije in česarkoli. Tukaj je problem. Zdaj, če gremo nazaj na računalništvo, sem ti 3 izbližnje povedal. Letos imamo v Sloveniji, bomo na srečo imamo veliko priložnost, da bomo organizirali srednjeevropsko olimpijado v informatiki, to je v začetku julija. In bo prav zanimivo, imamo države iz Srednje Evrope, se pravi Poljska, Slovaška, Češka, Romunija, Madžarska, Nemčija, Hrvaška in mi, poleg tega smo pa povabili še 5 drugih držav in bomo prav videli, prav zanimivo bo kam bomo, kje bodo dosegli naši tekmovalci.
Gospa Barica Marintič-Požarnik, na podlagi vaših bogatih izkušenj iz področja pedagogike in psihologije, ali bi lahko ocenili, da se je način podajanja informacij v formalnem sistemu izobraževanja spremenil od začetka vaše kariere pa do sedaj, oziroma ali so se spremenili samo učbeniki? Ja, to je osrednje vprašanje. Mislim, da tu prisotni se morajo tudi malo spomniti na lastno šolanje, šolanje svojih otrok, vnukov, če jih imate, jaz imam zdaj 2 osnovnošolske v Mlinu, in bi rekla, se je in se ni. Vam preberem samo en stavek iz enih mojih skript iz leta 1974, pa boste videli, če je to res. Vemo, kako vztrajni so predšolski otroci pri spoznavanju svojega okolja, koliko o vsem sprašujejo odrasli. Danes menijo, da je človekova želja po spoznavanju novega in po pridobivanju informacij o svetu tesno povezana tudi s težnjo po ustvarjanju in uresničevanju lastnih potencialov. V šoli bi morali na tem graditi, dalje razvijati, jih pa neredko potlačimo oziroma nadomestimo s težnjo po zgolj zunanjih priznanjih in ocenah. Učenci iz leta v leto pri pouku manj spontano sprašujejo, vse manj jih zares veseli samo učenje, neredko celo zasovražijo šolo in učenje. Zdaj, to je bilo 74. Če naredim mečken paralele, poznate naše dele PISA, mednarodne rezultate, kje imamo naše učence v matematičnem znanju, naravoslovnem znanju. Niso tako zelo slabi, ampak prednjačijo v tem, da ne marajo šole, da ničke radi ne hodijo, da se naučijo kot prisivajo. To bi nas moralo na svoj način skrbeti, ker samo testni rezultat ni tisto. Danes je na tem še več poudarka, ko prej imamo nacionalna preverjanja, želimo, da jih je še več, želimo, da imajo večjo težo, ampak s tem nehote jemljamo tisto energijo, da se v šoli dogajajo, bi rekla, dobre stvari. Tukaj je rečeno, učenci vedno manj sprašujejo. Področje mojega raziskovanja je bilo, kako v razredu poteka pogovor, kako se pogovarjajo v razredu. Učitelj je tisti, ki sprašuje, učitelj v glavnem postavlja vprašanja, o katerih ni treba veliko misliti, na katere ne moš dati svoj odgovor, ne pričakujem, ti moš odgovoriti tisto, kar učitelj pričakuje. In pa reče, da novo vprašanje, učenčevih vprašanje iz leta v leto manj. No, da ne bom posploševala, imamo dobre učitelje, imamo take, ki res delajo čudeže. Dobri učitelji morajo na nek način plavati proti toku in enim to uspeva. Nimam podatkov, da bi rekla, v čem je danes to boljše ali slabše. Je pa tale prelom, ki ste rekli, 5., 6., 7. razred, mečkrat tudi odvisno od tega, kako učitelje izobražujemo. Razredni učitelj ima pregled nad vsem. Potem imaš vsaj še pregled, recimo nad celim naravoslovjem, 2 predmetoma ali 3, nad družboslovjem. Potem ima pa pregled vedno bolj samo nad svojo nišo, biologijo, pa čim bolj podrobnosti, kemijo, in te mostove ni lahko graditi. Jaz sem se veliko ukvarjala z okoljsko vzgojo, kot se zdaj reče, vzgoja za trajnostni razvoj. Ja, tam ne moš z enim predmetom, tam moraš povezovati, smo imeli lepe projekte, ampak projekti pridejo pa zginejo. To je žal naša slovenska posebnost. Namesto, če bi videli, da ena skupina projektov dajo res dobre rezultate, to mora teči tako kot maraton. To ni tek na kratke proge. In da v dobrih projektih uporabljamo računalnike, recimo v naravoslovnih in tako naprej, ne kot sami sebi namena, ampak zraven. Tega bi moralo biti bistveno več. Tako da spremembe so bolj v, kaj
bi rekla, sistemu iz 8-letka, 9-letka, v učbenikih, v učnih načrtih, ki so preobremenjeni. V tem je potem seminarij, učitelj pride za en dan, pa spet gre, pa pride za en dan, enodnevni seminarji ne dajo nič, ne. Stanejo pa verjetno veliko. To mora biti dolgoročen proces, kjer na šoli se ustvari kultura, zdaj bomo pa delali drugače. No, pridite k meni razred pogledati, kako jaz delam. Pridem jaz te razred. Ravnatelj je za to odprt. Imajo tudi zunanje strokovnjake. Poznam nekaj takih šol in tam se zgodijo dobre reči. Marsikaj drugega je pa vletje v prazno. Hvala. Imamo še eno vprašanje z vas, in sicer vsak človek drugače sprejema informacije iz okolja in z načinom podajanja informacije je nedvomno tudi povezano, koliko in kakšno znanje bo osnovnošolec ali dijak vzel iz posamezne učne ure. V makerstvu je predvsem pomemben do-it-yourself pristop, kjer se osnovnošolec, dijak ali študent posameznih veščin nauči preko projektnega dela, ki si ga sam izbere in kateri mu je zanimivo. Mentor pa nastopa le v obliki pomočnika, da učencu pomaga le, ko se mu nekaj zatakne. Po vaših bogatih izkušnjah, kateri način podajanja znanja informacij se je najbolj odrezal, oziroma katerega bi vi rekel, to je pa dobro? Ja, tukaj je spet za vprašanje, kakšen pristop daje bolj kvalitetno učenje. Mogoče še v oklepaju povem, da sem pred leti naredila raziskavo o trajnosti maturitetnega znanja, lahko bi tudi osnovnošolskega. In pogrešam, da bi kdorkoli naredil kakšno pošteno raziskavo o trajnosti znanja. Toliko v njih navašamo. Morali bi se tudi posloviti od tega izraza podajanja znanja. Znanje ne moremo podati. Ustvarimo lahko okolje in razmere, v katerih učenec to znanje, zmožnost, pojem ustvari, zgradi, tako pač učenje poteka. Mi seveda podajamo, on sprejme, za drugim vogalom pa pozabi. Mogoče samo en primer. Vprašanje je bilo že za prvi letnik. Kaj nujno potrebujejo rastline za življenje? In samo, zdaj ne vem točno vsot, ampak minimalen odstotek je recimo omenil CO2 ali kaj takega. Ne, rastline rabijo zemljo, vodo, mogoče sonček, mogoče umetna gnojila, kaj spet kaj. To se pravi, te bistvene stvari grejo. V tem vašem vprašanju, kaj je pomembno za uspešno učenje, seveda projektno. Nekaj, kar sam naredim, to seveda funkcionira. Nekaj, kjer lahko sam izbiram, a moram zdaj to narediti, a moram drugo, odlično. Zelo pomembno je tudi mentorstvo, pa skupinsko, sodelovalno učenje. Tukaj imamo v psihologiji veliko raziskav, kaj lahko narediš, ko si sam, kaj lahko narediš v skupini, ampak ne kakršnikoli skupini. Če rečeš učitelju, ja, pa jih ne bom dal skupine, bodo sam klepetali, pa eden bo delal, pa drugi se bodo dogovorili. Pravo sodelovalno učenje pomeni, da vsak mora nekaj prispevati, če ne pride do izdelka. In mislim, da pri tem makerju se to dogaja, da se tukaj povezujejo stvari, ki vodijo do uspešnega učenja. In da bi bilo fino, če bi se vse to pretakalo med šolskim učenjem, pa ne šolskim učenjem, če bi bil ta pretok čim močnejši. Še mogoče en detalj, ko so ga v davnih časih v nekih svetih, 9-letka se je delala, vem, da sem izstopila iz te kompozicije, ker je bilo zmanjšati ure za glasbo, likovno, tehnično in gospodinski. In to so ravno
stvari, kjer doživljaš, deluješ, imaš izdelke in so dali podaki, ja, bolj bomo več angliščnega, več tega, veste, kaj hočem reči, ker to ustvarja, šola bi pa morala to ravnotežje tudi ustvarjati, med tem, kar učenec samo sliši in abstraktno pove, in med tem, kar doživi in dela, in seveda tudi vrednoti. Ko gledam vse tega računalniške in robotske, moj vnuk se je tudi že eno igrico čist sam skonstruiral, fascinacija nad računalništvom. Rada bi še to misel povedala. Pri fascinaciji, pri očaranju nad vsem, kaj z računalniki in robotki lahko naredimo, ne bi smeli mimo tega, da učenec, mlad človek, dobi en širši kritičen pogled, kaj so plusi in kaj so minusi te tehnologije, kaj nam prinese, kaj nam odnese. Sem dol videla tele štetje čebel. To je zelo fina reč. Avtomatično se šteje število čebel, ki pridejo, odidejo v pan. No dobro, čebelar pol ugotovi, da jih je vedno manj. Ja, kaj je? Ja, sosed je začel preveč nekaj grde kemikalije uporabljati, ki jih pa Evropa žal še vedno ni prepovedala. Torej, kaj naredi? Se pravi, če oni učenci delajo ene tehnične naprave, moram bi jih navajati na širši razmislek in na to, da se bodo zavzemali za stvari, ki so v splošno dobro, ki so ekološke, socialne, ekonomske in tako naprej, ne samo da vidi tisto stvar, ki tam miga. Na gimnaziji Jožeta Plečnika, tam so glede okoljske vzgoje zelo dobri. Tam je naredila učiteljica to, da jih je vprašala okoli teh čebel. Kaj pa zdaj, a ne bi prepovedali to in ono? In imam tak kup odgovorov dijakov in veste, kaj so eni odgovorili? Ja, če ne bo čebel, pač ne bomo imeli medu, bomo kaj umetnega najdli, sedaj si itak vse umetno. A so čebele samo zaradi medu tukaj? Čebele imamo radi. Vprašanje imamo zdaj za gospoda Leša Ojsterška. V preteklih letih so se zgodili nekateri pozitivni ukrepi na področju digitalizacije v šolstvu. Saj so nekateri učbeniki postali digitalni, omogočil se tudi hiter dostop do informacij, kar je logična posledica interneta. Vse večkrat pa se vseeno zdi, da so mladi preveč obremenjeni s polnjenjem nepomembne vsebine, katero pozabijo kmalu, ko se jo naučijo. Vsebina se nenehno spreminja, zdi pa se le, da se še dodatno kopiči in ali ni bilo tiste, se mi zdi, neke glavne spremembe v šolstvu, ali je to odpor javnosti, ali je to odpor učiteljev, oziroma mogoče res premalo tega, kakor je že sogovornica omenila, premalo tega do-it-yourself-makerskega pristopa k učenju. Hvala lepa, lepo zdrav skupaj, široka istočnica. Za mogoče osvetlitev tega, kar ste povedali, bi se navezal na vaš uvod, se pravi, izobraževalni prostor ima izkušnje rabe IKT, pravi tehnologiji. Res je, da je na tem področju bilo opravljeno precej razvojnih projektov. Res je tudi, da imamo evalvacije iz njih in imamo določena spoznanja. Tako da odgovori so možni, da smo do tega prišli, pa je bilo potrebno razviti zadeve, se pravi, razviti učbenike, se pravi, imeti zadaj strokovne time, strokovne pristopi. Gre za interaktivne učbenike, potem opremiti šolo, usposobiti učitelje, šolske skupnosti, starše, in vse skupaj izmeriti, evalvirati in trenutno smo v slovenskem prostoru na spoznanjih, da je recimo smiselen nakup recimo tablic
tablice, ko radi slišimo te všečne obljube, da bo to rešitelj, da je to na 20. mestu od 21 točk. Se pravi, kdaj je smiselno šolski prostor spustiti tablico in iz nje imeti določen dorabo, dano vrednost, kot ste sami tudi vi omenili, je to, da v algoritmu 21 korakov je nakup smiseln še na 20. Se pravi, ko imaš osmišljeno okolje staršev, vodstvo šol, usposobljene učitelje, ko imaš razvito tehniko, ko imaš v sami šoli optimalno razvito tehnologijo, ki podpira vse skupaj, ko imaš hiter dostop do interneta, zagotovljeno tablico in vsa zavarovanja v ozadju, takrat je pa takšen nakup smiseln. Tako da tukaj je slovenski prostor dovolj bogat, se pravi, imeli smo dovolj strokovnjakov, ki so to preizkušali in mislim, da smo tukaj vsi skupaj na vadni strani. Pravi, prehitevanja niso smiselna in zagotavljam vam, da stroka tukaj v ozadju močno deluje, pritiska in država bi sam iz pozicij, ki jih imam, pa mogoče ne bi širše tukaj razlagal, razume kompleksnosti in kontekste. Država pač funkcionira na način, da to pa naš urad, konkretno njegova naloga, da zmore povezovati čim več stroke, preden pride do odločitev. Mogoče je odločitev premalo ali pa so počasne, da skrbijo določeni trende zaznavamo iz raziskav, tudi iz tekmovanj, kot je bilo navedeno. In rekel, ko danes spremljam, kaj je v fokusu sedanje vlade, bi rekel, da je, lahko zatrdimo, že recimo obisk, današnji obisk premijerja tukaj, je, da je ta miselni proces, ki razume to, ali pa želi razumeti, ali pa želi pokazati, da mu je to pomembno, in ga je čutiti. Že dejstvo, da kolega Brodnik predseduje delovni skupini, ki naj odgovori ministrici, kaj je danes smotrno polje računalništva, naslednji korak. Dejstvo je, da imamo zaznane težave in skupina že eno leto, mogoče leto, deluje na tem področju in pričakujemo neke predloge, kot tudi, da je sedanja politika usmerila razvojna sredstva v to polje. Predvsem se želi šolski prostor narediti kot povezovalni prostor. Vemo, da enosmerno podajanje znanj, kot je bilo izpostavljeno strani stroke, ni več učinkovit način in vemo tudi, da povezovalne sredine dajo boljše rezultate od teh, ki želijo biti samostojni na svoji poti. Tukaj pa vse šole, te, ki so trendsetterji, res inovativne, povezujejo ravno s primeri, kot jih danes tukaj nekaj srečujemo. Odpiranje šol je, kolikor želimo imeti prožen izobraževalni sistem in hitrejši prenos znanja sedanja pot. Super iztočnica za moje naslednje vprašanje. V Sloveniji stremimo k temu, da smo družba znanja, zato pa moramo graditi primerno ustvarjalno podporno okolje. To so predvsem odprt šolski prostor, ki sprejema in spodbuja povezovanje, inovativnost ter vpetost v lokalno in mednarodno okolje, ki opolnomoči profesionalni razvoj in je usmerjeno k njihovemu zagotavljanju kakovosti. Kako Ministrstvo za izobraževanje in šolstvo določa smernice odpiranja šolskega prostora in kako vidi vlogo Fab Labov, Makerspaceov oziroma tako imenovane učnih izdelovalnih laboratorijev ter njihovih skupnosti, ki se ukvarjajo z neformalnim pridobivanjem znanja? Te skupnosti so čez več precej razvojnih projektov bile obvezni partner naše šole. Se pravi, šole, ki so izkazale pripravljenost, se odpreti, povabiti svoje sredine skupnosti, kar pomeni in
odpreti učni prostor za drugačen, skupen pristop. Ponovadi gre tukaj za projekte, zagotovo eden takih primerov. Težava je v tem, da tukaj govorimo o 20-30 šolah, ki imajo potem dostop do te prakse in spoznanje iz teh praks. Odgovor ministrstva je bil ta, da je praktično vsa razvojna sredstva, ki jih imamo z kohezijske politike usmerjeno na takšen način, spravi sodelovalni način dela. Nekaj projektov je ministrstvo zapeljalo v smer, kjer šoli puščamo, da opravi več sodelovalnega dela znotraj sebe. Prav tako pomembno je, da se te kulture nauči od vodstva šol tudi šolski tim, se pravi, da zmorejo skupaj ugotoviti, kje je smiselno povezovanje znanja, na kakšen način za dosego katerih učnih ciljev, kateri rezultati se zasledujejo. Del ukrepov in sredstev, ko smo namenili, je ministrstvo namenilo v smer, da se šola odpre, da šola povabi v svoj prostor sodelovalne skupine, skupaj gradijo skupnosti. Tukaj pa seveda govorimo o tehniki, da del denarja pride tudi do končne faze za denar in ti z usmerjanjem denarja pač dotiraš politiko. Pod črto, odpiranje šolskih prostorov in zato vedno vprašljivo, se pravi, kdo bo na koncu dne prejel sredstvo. A bo to omogočeno ravnatelju, ki bo lahko nagradil svoje sodelavce, ali pa se šola toliko odpre, da denar steče tudi izven šolskega prostora in da ustvarimo širše polje pretoka znanja. Tukaj sta bila dva ukrepa, če povzamem in odgovorim na vaše vprašanje, kako z drugim ukrepom zagotovo na način, da postanejo vse te skupnosti, ki so sicer formalne, a ne del izobraževalnega procesa. Hvala. Za Avko 404 imate veliko osnovnošolskih in srednješolskih projektov. Med drugim pa ste tudi zagovorniki projektnega dela, ki je pomemben del makerskega gibanja. Ne nazadnje pa ste izvajali šolske projekte tudi v tujini, specifično v učilah. Koliko mladih ste do sedaj že dali skozi vaš neformalni način izobraževanja in kakšni so rezultati? Mogoče čisto na kratko, Zavod 404 je mladinski tehnološko-raziskovalni center, ustanovljen pred 3 leti, zdaj malo praznovali rojstni dan. In v teh 3 letih smo, bom rekla, kar pošteno zrasli v številkah. Do zdaj smo okrog 5000 mladih, dali skozi neke programe projektnega dela. To pa pri nas pomeni, da si otroci in mladi najprej pridobijo neka znanja in izkušnje iz okolja. Se pravi, da raziskujejo okolje, potrebe okolja, kaj je trenutno aktualno v okolju in potem razmislijo, kaj je tisto, kar bi jaz sam zmogel in kaj bi mene zanimalo, kaj bi se zrad naučil. Se pravi, spodbujamo to lastno težnjo po raziskovanju, mogoče večkrat iz principa vsebine. Na podlagi tega se potem ustvari proces projekta, običajno dobi zdobljski projekt, pobod, nadaljevanje, potem časovnica in tako naprej. No in tekom tega projekta smo dobili izkušnje, da otroci velikokrat sodelujejo v projektih, v katerih se čutijo povezani, se pravi, da jih zanimajo. Zagotovo, mi smo raziskovalni tehnološki center, naše otroke zanima tehnologija, področje računalništva in informatike zagotovo, absolutno, pa tudi potem področje elektrotehnike, strojništva in podobno. Omenil si, da smo bili tudi v Činah, tam smo sodelovali z Nacionalno agencijo za šolstvo in naredili pilotni projekt uvajanja praktičnega
tehnološko-raziskovalnega pouka v srednje šole. Na Zavodu 404 opazujemo ta problema v srednješolskem izobraževanju, ko srednješolci nekoliko izgubijo stik tako predvsem s tem praktičnim delom. V srednji šoli, če mislim, nekje srednji strokovni šoli, tega nimaš. Predvsem pri gimnazijcih je bilo zelo opazno. Opažamo pa, da imajo potrebe po tem, imajo potrebe po ustvarjanju, po raziskovanju, po nekih neposrednih praktičnih izkušnjah. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je zanimivo med mladimi veliko, kar je povedal tudi že, kar ste tudi že vi povedal gospod Brodnik v enem izmed člankov delu. Z mladimi se je potrebno le ukvarjati. Ko ste pričeli hoditi na šole Zavodom 404 in predstavljali vašo vizijo in projekte, ali ste se strani ravnateljev čutili kakšen odpor oziroma nezaupanje? Sedaj vredno tega ni več toliko, ker ste že prisotni v precejšnji količini šol. Zelo dobro sodelujemo z šolami. Imamo kar lepo zbirko ljubljanskih osnovnih šol in srednjih šol, se pa širimo zdaj tudi na obdobje. Na začetku niti ni bil problem odprtosti šole, mogoče bolj nepoznavanje področja in nepoznavanje načina dela. V večini teh šol, kjer smo prisotni, tega načina dela niti niso poznali oziroma niso prakticirali. Redko se je pa zgodilo, da so to prakticirali tehniki. Potem pa pri kakšnih izbirnih predmetih. Zato pravzaprav imamo dobre izkušnje. Šole so odprte, ponekod že imajo take vsebine sami, se pravi pri kakšnih res angažiranih učiteljih, ki se ukvarjajo z učenci, resnično je potrebno veliko nekaj časa in vložka, zato da ti lahko toliko individualnega časa posvetiš nekomu in ga spodbujaš pri nekem raziskovanjem projektov delu. Kako se financirate in ali je to vzdržljivo? Ja, zasebni zavodi smo kot nekakšna podjetja, moramo poskrbeti za lastno financiranje, nekaj malega dobimo iz razpisov. Sicer pa naše področje dela ima to srečo, da se povezuje z gospodarstvom, zato ustvarjamo tudi takšne projekte, kjer lahko srednje šolci niti še ne, ampak študenti pa že delajo na projektih, ki jim prinese potem. Zdaj želimo si več tega sodelovanja z formalnim izobraževanjem, ker opažamo, da imamo medsebojno korist, absolutno. Tako mi kot tudi šole in mogoče bi bilo smiselno razmisliti, na kakšen način peljati te povezave bolj strukturirano, tudi iz te finančne plati, da lahko mi naredimo več kapacitet enostavno, ker zdaj nam jih primanjkuje. Hvala. Imam pa še zadnje vprašanje za vsakega izmed vas, tako da bi predal mikrofon gospodu Brodniku naprej. Lahko pa tudi izumne pa se začnemo. Kakšna je vaša vizija prihodnosti, ter na kakšen način mislite, da se v trenutni šolski sistem moral spremeniti, če bo hotel dohajati dobo digitalizacije? To je izjemno težko vprašanje. Jaz po eni strani mislim, da se bo šolski sistem vedno bolj odpiral, da bodo vsebine vedno bolj specifične, da bodo vedno bolj dosegljive. Mislim pa, da bomo morali zelo paziti na to, kako te vsebine predstaviti in kako otroke in mlade pomočiti, da bodo te vsebine kritično presojali in jih potem izbirali za svoje. Nekak zelo. Na katerih področjih šolskega sistema lahko pričakujemo spremembe na dolgi in na kratki rok? Odgovor je seveda
širši. Mi vemo, da prihajamo iz koncepta, kjer smo se izobraževali, delali in potem uživali dobrobiti v koncept vseživljenjskega učenja in naše življenja se bojo spreminjala v to smer, da bomo pač celotno življenje v izobraževanju, ker kot se kažejo, pač kot kaže vsak dan, so novitete praktično dnevno tukaj in sestavni del. Izobraževalni sistem bo temu verjetno sledil. Naj povem, da izobraževalni sistem ni nek zaprt sistem, ampak so vsaj v evropskem ali svetovnem merilu to povezani sistemi in se razvijajo skupaj. Tako se tudi razni testni projekti dogajajo v tem bodisi evropskem ali pa svetovnem merilu. In naši strokovnjaki, ki predstavljajo gibalo tega, pa so frontmeni, so praktično vsi vpeti v te sredine. Tako da jaz osebno imam zaupanje, da kakršnekoli spremembe ne bodo unikum slovenskega prostora, ampak bomo del tega svetovnega gibanja. Zato se mi zdi, da je treba znanju in pa tej povezovanju dajati prednost pred tem, da nekomu omogočamo, da izpostavlja ali pa forsira neko svojo zgodbo. To se mi zdi, da moramo kot skupnost delovati bodisi 8 ur, če še kdo zbore samo 8 urah kot profesionalec, ampak 24/7, pravi tudi kot aktivni državljani, da skrbimo, da smo pripričani v to, da gre za pretok znanja v izobraževalnem sistemu. To. Za vas imam mogoče malo daljše vprašanje. Maker-gibanje prinaša sabo nove vsebine, ki so vezane na tehnologijo, njen razvoj, kritično presojanje te tehnologije, njeno uporabo in hkrati tudi zgoraj naštete prakse učenja. Človeštvo gre v tehnološki razvoj in je nujno zlo za prihodne generacije. Menite, da bo tovrstno pedagoško delo ogledalo učilnice ali je bolj smiselno, da razvoj tega izobraževanja spodbujamo v specializiranih okoljih, delavnicah in laboratorijih ter urimo pedagoge, ki bodo tam upravljali to pedagoško delo? To je težko vprašanje. Koliko boste tukaj postavili pod velikim vprašanjem? Najprej sploh okoli tega tehnološkega razvoja, pa računalništva, pa vsega, verjamemo, da bo to rešilo marsikaj. Nismo dovolj kritični, da bi videli pluse in minuse, da bi videli izginjanje delovnih mest, onesnaževanje narave, kemični koncerni, krasno uporabljajo računalniško tehnologijo, vendar ko želiš povedati, da še več ne greš nekako. Skratka, hočem reči, tehnologija ima pluse in minuse in zaenkrat ni videti, da bi jo kdo upeljal v struge same dobrobiti za človeštvo. Ne vidimo koga, ki bi bil tako močen, lahko pa se trudimo. To je tako. Kar se pa tiče samega šolskega sistema, mislim, da je pri nas daleč preveč reguliran. Če preštejete, koliko imamo predpisano vsega in premalo se potem na bistvo usmerja. Prej ste rekli druge države, skandinavske države, Benelux, mogoče še Škotska, Irska. Treba se je na to koncentrirati, da bodo učenci z veseljem delali to, kar delajo pa tudi učitelji, da bodo razvijali svojo radovednost, svojo ustvarjalnost, to ni tako nemogoče. Ampak čim bolj reguliramo, čim bolj vse pripišemo, čim več testiramo, tem bolj želimo tega cilja. Tako da upam, da se bo to usmerilo, ne vem pa ne. Računajte, da delam na tem področju, sebe ne bodno povedati, jeseni bo 55 let, kar sem stopila na Zavod za šolstvo in se je marsikaj spremenilo. Tudi marsikaj dobrega je nastalo.
Jaz sem vas hotel vprašati neko drugo vprašanje, ampak pred temle pogovorom ste začeli neko dobro temo in vas mogoče še na to vprašal in sicer... Bojimo se. Tako je. V dobro ste opazili, danes tudi na makerstvu oziroma danes na Maker Fairu je veliko več fantov kot pa punc. Zakaj mislite vi, da je tako? Ja, jaz mislim, da je... Sam nisem delal nobene raziskave, malce berem, sledim, kaj se dogaja v svetu na tem področju, predvsem na mojem specifičnem področju stroke računalništva in informatike, kjer je število deklet sploh manjše. Še srečo, da je v Ljubljani fakultete za računalništvo, zraven za fakultete za kemijo, tako da je vse povprečje nekje v redu. Zdaj, kje je razlog? Najprej bi eno stvar povedal, namreč zavedati se moramo, da nekje v 40-ih, 50-ih, 30-ih letih, ko se je govorilo, recimo, če so se dotočimo na računalništvo in informatiko, v programerih so bile to samo dekleta. Zakaj? Zato, ker so dekleta veljale, da so bolj natančne, bolj pedantne in sploh te stvari boljše vladajo kot fantje. Zdaj, nekaj podobnega sem začel na dokumentarnem filmu sledil sem, da je v čem v zvezi, ravno tako so dekleta želeli bolj zaposlovati tam, kjer je treba biti natančen in dosleden. Zdaj, kaj se je zgodilo potem? Zgodilo se je to sem spet prav nekje, da se tam nekje v 70-ih letih, ko se je pojavil, računalnik, posebni računalnik, ki si ga lahko recimo na začetku višji srednji sloj, potem pa tudi v bistvu v tujini predvsem privoščil, je bil to smatran kot najprej pripomoček, potem pa tudi za otroke neke vrste igrača, takšnega drugačna. Se spomnim, moj sošolec iz osnovne šole je dobil Spektruma, vi ste verjetno si prav radi, da bi vedeli, kaj to je, ampak to je pač nek računalnik, ki si ga priključil na televizijo in si se igral. In ne spomnim se, da bi katerokoli dekle, kadarkoli v tistem času dobilo kaj podobnega. Zdaj, zakaj? Je verjetno stvar sledi iz tega, kakšna je kultura družbe v tistem trenutku. In se je to smatralo, da je to, če kupiš računalnik fantu, ker fant mora pač, je to bolj tako tehnična zadeva, ne? Punce ne pa kaj drugega počnejo. No, izkaže se, da je to v osnovi velika zmota, dekleta v računalniki konec koncev uporabljajo vse tako učinkovito kot fantje, samo v drugih področjih. In jaz mislim, da je tukaj ena zadrega, ker je pač preprosto treba nazaj pripeljati skozi to kulturno doživetje prostora oziroma dogodka, oziroma poklica, ki ga upravljaš, tudi to, da se računalniki niso samo za fante, ampak so pač pripomoček, ki ga uporablja ne nazadnje, treba prijemo k temu, kar je profesor Požarnikov na nek način implicirala do neke celovite osebnosti. Namreč, ko se pogovarjamo o računalniku, računalnik je preveč kot samo stroj. Človek, ki se ne pričakujemo, da bomo na koncu srednje šole dobili Leonardo da Vinci, ampak nekoga, ki bo imel pa vse občutek, kaj se dogaja na določenem področju. Recimo, če se pogovarjamo z nekom, ki je bolj inženir, da se tudi na humanistično področje spozna, oziroma ima občutek za to, oziroma obratno, da bo nekdo, ki se ukvarja s humanističnim področjem, konec koncev za karkoli že je, z filozofijo, če želite, da bo vedel, kako in lahko pravzaprav to tehnologijo uporabi sebi v prid, oziroma za izpopolnjevanje svojega poklica. In mislim, da je to v tem trenutku verjetno eden največjih izzivov, kar se tiče digitalizacije, kot ste na začetku vprašali, digitalizacije ali pa uvajanje digitalizacije oziroma digitalne pismenosti. Po mojem osebnem in predvsem trdnem prepričanju je tista izjava, da o digitalnih domorodcih, če se nam to je nekaj taka fraza, ki ne bi bila danes prisotna, da vsak dan otrok pa že je digitalni domorodec in vse obvlada. Jok, čisto nič to ne reče. Čisto nič ne reče. Kaj pa o digitalni
demenci, ste brali knjigo. No, to je pa nadaljevanje zgodbe, takrat, ko je kolega Ojsteršek začel govoriti o tablicah v šoli, ne, hvala Bogu, nekaj pameti je še v slovenskem narodu, je to postavilo na 20. mesto. Tablice same so samo orodje, nič drugega. Bog ne daj, da bi na tem gradili prihodnost šolstva, prihodnost izobraževanja, recimo. To je daleč od tega. Mislim, da so temeljna spoznanja, kot ste jih navedli, veliko bolj pomembna. Skupinsko, konstruktivistično in takšno delovanje. Konec koncev, verjamem pa v eno drugo stvar, v eni drugi zadevi, namreč otroci so zvedavi. Otroci želijo imeti samo potrditev v tistem, kar počnejo. In tisto, kar počnejo, zato je to fajn biti, kako moram pa to preveriti nekaj v slovenščino. Ustvarjalec, dobro, ne bo ustvarjalec, super, da imamo novo ime za današnji sejem. Sejem ustvarjalcev, oziroma sejem ustvarjalnosti, super. Dobro, zdaj, če se na to stvar na ta način ozremo, potem je ta ustvarjanje, ki ga otrok, ne govorimo o otroku v osnovni šoli, govorimo o otroku, koncev tudi, ki je v nas, tukaj sedimo, ki smo malce starejši otroci, da na koncu, ko nekaj narediš, tista stvar ima nekaj deluje. In zato je ustvarjalnost tako pomembna. Oziroma rezultati ustvarjalnosti. Informacijo, ki je izgleda. Tako je. To je konec koncev v teoriji, temu se reče formativno ocenjevanje. Nič drugega. Gre za to, da tisto, kar narediš, je narejeno, dela in se vesela. In ocenjeno. Sam osebno ne vidim računalnika, pravzaprav čisto želuje kot neko novo orodje, ki se je 100 let je bil to šestilo in ronilo. Strojnika brez šestilo in ronila si težko zamisliš, danes si pa rekel, kogarkoli težko zamisliš, brez tega, da bi obvladal to tehnologijo. Pa pozor, ne obvladal tehnologijo temu, da bo znal v nekem pisarniškem okolju napisati dopis. Ne. Več. Toliko, da bo tisto v svojem področju bolj kakovostno ustvarjal. To je tista pomembna zadeva. Hvala in mislim, da je to bil dober epilog te okrogle mize. Če ima publika vprašanja, predam mikrofon. Hvala. Samo eno repliko bi imela na vas, če lahko tudi publika replicira. Ja, zanimivo, da mislite, da ne vemo, kaj je spektrum, ker smo mladi. To je tako, kar bi rekla, da ne vemo, kdaj se je končala antika, ker smo nikoli nismo doživeli. Zdaj razumemo te stvari tudi, ne? Tudi če nismo doživeli spektrum. Spet se postavljava na en del družbe. Tisti del družbe, ki to ve. Večina ljudi, če bo danes postavila 100 ljudi v poprečju, 2 bosta vedela, 98 ne bo bilo. Nič narobe. Vse 98 ljudi verjetno tudi ne ve, da se je končala antika. Vse se o tem govoriva, ne? Ja. Ena stvar mene osebno zanima, pa se mi zdi, da je ni nobeno od vas naslovil, pa me samo zanima, če je narejen nek razmislek v to smer. Veliko porabljate vsi štiri, nekak te fraze prostor, šolstva, šolski prostor pa odpiranje šole. Pa večinoma se zelo usmerjate v vsebino. Zanima pa me, ali je, se pravi, kakšen razmislek narejen v smeri tega, kako naj bi šola 21. stoletja izgledala arhitekturno. Se pravi, kako naj bi prostori izgledali, glede na to, da še vedno izgledajo, oziroma da je verjetno vsaj 70% šolskega sistema še vedno učenci, ki pač izhaja iz neke srednjeveške cerkve še vedno pač. Enosmerna komunikacija. Se mi pa zdi pa, da pri ustvarjalcih, makerjih in tako naprej, da je zelo 1 na 1 oziroma učenec od zelo ali pa pač, da se arhitektura spreminja in ko se arhitektura spremeni, se zelo hitro spremeni tudi način uporabe nekih vsebin. To. Povabljeni so tudi strokovnjaki z tega področja in tudi razvojni projekti so ta segment preiskali. Pravi, spremenil se je šolski prostor,
Verjetno ste že tudi sami kje zasledili, kakšne so nove šole, to pravi, kar obstajajo tudi primeri v to smer. To so bistveno drugačni prostori, podobno odprti kot danes tukaj. To pravi, ne govorimo o klasičnih šolskih mizah in stolih, ampak govorimo o podobnem pohištvu kot je tukaj. Tako da stroka spremlja in namera tudi take. Res, da nismo danes o tem govorili, smo se pač drugje fokusirali, ampak če vas bo zanimalo, boste našli kar precej odgovor na to temo. Razmišljanje. Mi delujemo z našimi izobraževalnimi programi v prostoru delavnice. Ni to prosta recimo učilnice, kot je standardno navajeni. In recimo mi smo opazili tudi zanimiv učinek, ko naše mlade spodbujamo k temu, da oni soustvarjajo ta prostor. Zelo velik poudarek damo na to, da si sami naredimo svojo opremo, recimo, in sami si izdelamo svoje pomke, sami si izdelamo svoje skladišče in tako naprej. In tiste, ki vpletemo noter v ta proces soustvarjanja tega prostora, pač ne bomo zdaj govorili ravno o arhitekturi, opažamo, da čutijo tudi večjo povezanost s tem prostorom, večjo spoštovanje do tega prostora. Da mogoče v razmislek en način, kako povezati učence v učni prostor, mogoče tudi bolj iz tega osebnega stališča. Če dodam, tukaj pač je treba razumeti, da je to izziv tudi za pedagoge, in da redki zmorejo brez izkušenj pedagoških, ki so usposobljeni vstopiti v drugačen prostor z drugim pohištvom in to osmisliti, zato da je na koncu dne, da so vsi prepričani, da je od tega več. Izobraževalni sistem je pač sistem in tukaj govorimo o spremembi potem vsega, tako da tu je smiselno, da so ti procesi nekoliko potekajo ožje, da jih spremlja stroka, tudi finski primeri, kjer spremljamo to, gre zadeve prepočasno. Ampak kot omenjeno, naš izobraževalni sistem je opet spremljanje vsega tega. Piloti, ki so opravljeni, pa dajejo dovolj zaenkrat podlag za neko strokovno razpravo. Če tole vprašanje bi človek postavil publiki, zdaj bomo pa publiki postavili, če že publika imam. Namreč imamo zdaj na današnjem okroglem mizi poleg arhitekture ali pa izgleda prostorov, se nismo neposredno, ampak posredno smo se dotikali učečih, učencev, dijakov, dijaki. Eno veliko skupino smo pa izpustili. Ja, a še ena skupina, poleg staršev, pedagogi in učitelji. Kaj z njimi? Kako njim? Konec koncev ti ljudje hodijo tako. Moja osebno izkušnja je, da spet, če jih postavimo v vrsto, vsi dobijo zato, ker upravljajo zaslužek, plačo. S to plačo preživijo od prvega do zadnjega v mesecu, tako banalne stvari so tukaj. Treba je plačati položnice, vse te zadeve. V redu. Ampak od teh, ki smo jih postavili v vrste vprašanja, koliko med njimi vzame to službo kot svoje poslanstvo, kot svoj poklic. Bili so poklicani v to. In koliko jih to upravlja z veseljem in koliko je od teh pedagogov, učiteljev, kako jih pripraviti oziroma kako jim omogočiti, kako v njih spodbuditi zvedavost, da bodo hodili ne na enodnevne, recimo na 2-3-dnevne seminarje, kjer se bodo dodatno izobraževali, kjer bodo dobili nove izkušnje, kako spreminjati svoje učno okolje. Zavedajmo se tega, človek pride v službo, potem je 40 let v službi. Poprečna starost učitelja danes je
čez 40 let. To se pravi, tu so ljudje, ki 20 let nazaj so pili od svojih učiteljev znanje, kako naj izgleda izobraževalni proces. Bom povezala to, kar ste vi vprašali, pa vi povedali, arhitektura izobraževanja učiteljev. Tukaj mi je prišel na misel izraz prišraufana pedagogika. Namreč nepremični stoli, ko sem jaz na fakulteti predala naenkrat, vidim, da v moji predavalnici steno rušijo, vendar stole šraufajo na tla. Grem v dekanatu, kaj zdaj, to se ne moramo tako početi. Ja, so rekli, da se jih bomo več številčno spravili v isti prostor in nisem tega mogla preprečiti. To je delno tudi vaše. Kako naj učitelj aktivira, dela skupinsko, dinamično, če mora sedeti, pa gledati samo gor in se niti ne more pogovoriti s sosedom. Skratka, pri izobraževanju učiteljev še danes srečujemo kar precej stvari, ki niso v redu. Učitelje bi morali izobraževati tako, kot naj oni potem izobražujejo, delajo s svojimi učenci. Aktivno, skupinsko, izkustveno, projektno. Tega se veliko dela z razrednimi, s predmetnimi manj in verjamemo, da koliko ur bodo sedeli na predavanjih in jih poslušali, toliko boljši učitelji bodo. Žal, to ni res, ne? Žal bi morali biti čim bolj vključeni, ko so na praksi v projekte, oni tako delati, oni biti učenci v projektnem delu in potem naprej. Tukaj bi nas predaleč zapeljalo, vendar predpostavka, da postaneš dober učitelj, če zelo veliko poslušaš o tem, ne vzdrži. To je to in o tem se lahko še ne dručamo. Tukaj je še ogromno dela za narediti. Ne vem, koliko imate pa učiteljev danes na tem Mekarju. Vi ste rekli, malo je deklet, koliko je pa učiteljev, a kaj vemo, da ne bom predolga. Učitelji, bolj težko rečemo, mentori. Koliko se bavi danes? Koliko je med vami učitelj, kot to se vse? Vse šteje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je približno polovica. Imamo še kako vprašanje iz publike? Zdravo, Sabina. Jaz bi se v bistvu navezala na vprašanje, ki je bilo prej postavljeno. Prej je bila uporabljena beseda srednjeveško oziroma že nekaj cerkvena varianta. Pač naše šolstvo je še zmeraj zataknjeno nekje v času Marije Terezije, nekaj par sto let nazaj, dobesedno. Mi se še vedno pogovarjamo o razredu kot o skupini 25 otrok, mladih, ki so bili rojeni v istem koledarskem letu in ki morajo pač slediti enemu določenemu kurikulumu. Ena zadeva, ki se jo da spreminjati, je prostor, kot je bilo prej omenjeno, recimo danski primeri, kjer dejansko šole nimajo več zidov, pač pa so to skupine, ki so fluidne, ki se spreminjajo. Razred bo morda, upam, v 21. stoletju postal skupina otrok in mladih, ki jih zanima ista tematika, ne pa ki so bili rojeni v istem koledarskem letu. In druga stvar, najbrž bo na neki točki moglo priti do neke popolne dekonstrukcije tega občoječega sistema, kjer celotno šolsko leto temelji na tem, da slediš maturi oziroma tem izpitom, ki so na osnovnošolski ravni. Pač točno ti namreč prisiljujejo, da ti slediš enemu kurikulumu, ki je enak in na koncu leta na eni osnovni ali pa srednji šoli se producira 500 popolnoma enakih posameznikov,
ki se drug od drugega ne razlikujejo prav po ničemer drugem, kot potem, kaj jih je morda bolj zanimalo in pri čem so imeli boljše ocene, ne pa na čem so se specializirali, na kaj so se osredotočili. Zdaj pa za konec še se vprašanje postavim. Jaz se zavedam, da je problem delati sistemske rešitve za celotno Slovenijo kar naenkrat, ne? Pogosto se v Sloveniji zataknemo, da sprejmemo neko rešitev, ki potem ni izvedljiva. A obstajajo neke šole, kjer se te stvari, o katerih sem govorila, mogoče izvajajo kot neki case study, kje se uvaja to, kje lahko sploh delamo na raziskave, kakšne rezultate take spremembe prinašajo. Po moje najboljše vprašanje za ministrstvo. Seveda niste osamljeni v tem razmišljanju, je pa dovolj, da ste se vprašali, se pravi, obstajajo učna okolja, ki si upajo več, ki imajo drugačen prostor, v strokovni periodiki znamo, so predstavljeni, tako da delajo v razstolu, delajo na tleh, se pravi, tukaj zato na okroglo mizo mogoče preširoko vprašanje, se pravi, obstajajo sredine, kot obstajajo tudi zasebne šole, ki to prakso gojijo, tako da posebni pedagoški pristop, tako da imamo v slovenskem prostoru v izobraževalnem sistemu nekaj šol, so zasebne osnovne šole, ki izvajajo javni izobraževalni program, tako da nekaj v Sloveniji tega imamo za občutek. In tam mogoče, če se povežete z njimi in skušate raziskati, bolje bo raziskala tudi država sama. Navadi je, da vse te nove prakse dobijo po uradni dolžnosti tudi uradno spremljavo, pravi se spremlja 9 let, tako da strokovna telesa potem to proučujejo. V glavnem smo v toliko časa podkorak. Imamo še kakšno vprašanje? Zdaj, prej je bil omenjen konec antike, pa kdaj je bil? Pa me zanima, a se tukaj nekako strinjamo, da piflanje številk na pamet pa mogoče danes ni ravno najbolj pomembna stvar, da bi bilo pametno se sredotočiti, kaj se je takrat vsebinsko zgodilo? Konec antike? Ja. Konec antike, kaj se je zgodilo? Mislim, verjetno je bilo mišljeno palec Rima, Ampak, če pa gremo, pa vprašamo potem, zakaj, rečemo, da takrat konec antike, pa sprašujemo, kakšne so te družbene spremembe, takrat pa na kakšnih procent ljudi pa pade verjetno še bolj. Pa za test smo se učili letnico. To se pravi, vaše vprašanje je, nekdo se uči, 400, pa ne vem, toliko, pa koliko, pa bližno. Kaj se je takrat zgodilo, padec Rima v redu in to naprej. Kar hočete reči, da se v bistvu naši otroci naučijo 400, pa še nekaj drugega ostalega pa nič. Ja. Ne imam eno drugo stvar, povem, ne vem sicer zakaj. Sem tudi predsednik maturitetne komisije za informatiko, in odkar smo v novi sestavi, je naša želja konkretno pri tem predmetu ravno nadomestiti vsa vprašanja, vse naloge, ki so zasnovane na nekih osnov, na nekih podatkih, recimo temu, na številskih podatkih ali kaj podobnega, z nalogami, ki poskušajo v bistvu iskati pri otrokih tisto razumevanje. In izkaže se, kar nič presenetljive otroci to veliko raje vidijo. Veliko raje vidijo, da se zapomnim, da vejo, kam umestiti, recimo konkretno, kdaj se je začel internet, ne da vejo točno letnico, ampak v katerem obdobju. In to je, da moje pojme, tudi več kot dovolj za poprečnega človeka, da bo vedel, kaj in kdaj se dogaja, konec koncev glede spektrum, da ne, če temu se tako vrnemo nazaj, šalo na stran. Je pa dejstvo nekje druge.
Kot sem se pogovarjal s kolegi prej, je zato, da mi take naloge pripravljamo kar nekaj precej dodatnega napora. In zdaj spet smo pred tistem, kaj učitelji so pripravljeni vložiti v to, kaj so pripravljeni vložiti v to, da pridejo do zanimivih nalog. Ja, to je srž moje psihologije učenja. Koliko spominskega, koliko razumeti, koliko v nove situacije znati stvari prevesti. In to je večno in zelo težko vprašanje. Učitelj se čuti najbolj varnega, če da v kontrolko vprašanj. Žal, dajte vi enkrat narediti raziskavo kontrolkega velikega vzorca, da bi naredili analizo, kakšne vprašanja so noter. To že najmanj 20 let ni bilo narejeno, taka raziskava. Učitelj se čuti varnega, če tako vpraša, da ve, kaj bo odgovor. Učenec se čuti varnega. Starši ne bodo prišli na šolo in rekli, joj, kaj ste ga vprašali, ali celo advokata pripeljajo in tako naprej. Skratka, in tudi pri ustnem tale spominski del mora biti, seveda ne zanikamo najvažnejše uporne točke, ampak ga je preveč in razumevanje poglabljati ali vprašati, da bo to v novo situacijo prinesel ali da bo kaj svojega povedal, tega je premalo, to je zahtevno in težko najti ven pravi izhod. Jaz sem proučevala vprašanje v razredu, taka spominska in višja, okoli leta 77 v 70-ih letih in potem ponovno v teh 0 letih, 0,7. In je odstotek bil zelo podoben. Med 75 in 80 vprašanj je tam spodaj. Ne bom komentirala, to je meni velik izziv in poskusite kaj narediti, da se bodo ljudje upali v vode zahtevnejših dialogov, vprašanj, diskusij, projektov, odprtih. Naredite nekaj. Je pa eno posledico zelo, da ne pretiravam, ampak recimo hudo posledico tega. Pridejo zdaj te študente k nam na fakulteto, in ko se s temi študenti začneš enkrat poskušati ustvarjati, ravno tako se univerzitetno predavanje tudi gre skozi čas, se spreminja, tudi didaktika poučevanja na univerzi se spreminja, ni več ex katedra predavanja, naj bi ne bilo, ko smo to zdaj. No, ampak dejstvo je o tem, da ko poskušiš vplesti študente v komunikacijo, v pogovor o vprašanju in jim postaviš vprašanje takšno, ki sam veš, da je odgovor lahko da ali ne oboje pravilno, če zna pravilno utemeljevati zadeve. Izkaže se, da so, zdaj pa posledice v tem, da so študentje hendikepirani na ta način, da se preprosto ne znajo razmišljujoče postaviti v tisto odgovor, ki ga postavljajo. Njim je najlažje reči 1263, kakor se je že takrat zgodilo. Zato, ker tisto so prebrali, zato znajo stati, kjer drugega pa že ne znajo povedati. Zdaj pa prijemo k tistemu, ki sem v prvem delu, ki ste me vprašali, kar mislim, da je ključnega pomena. Ko nekaj rečeš kako, če znaš povedati zakaj, potem si zmagal. Če pa zakaj ne znaš povedati, potem je dobro zveze kako. In da se upaš tvegati napako, ker napake so del učenja. Errare humano mesto pa še za dike velja. Mislim, da je gospod še imel eno vprašanje. Moje vprašanje se nanaša Bližji mikrofon. Moje vprašanje se nanaša, kako reševati problematiko izobraževanja obstoječega kadra ljudi, ki so že zaposleni in ki v svojem delu se z vsemi štirimi upirajo temu, da bi uporabljali moderne tehnologije in digitalizacijo. Vnašajo se na področje zdravstva, ki je zadela morganska prav. In zdaj na vso moje prizadevanje, da bi želel se usmeriti za samo rehabilitacijo in preventivo, da mi omogočajo elektronsko komuniciranje med zdravnikom in menoj,
da najdemo čim bolj aktualne rešitve. Na kar sem dobil odgovor, da naj preneham s poročanjem, ki je že meji na nadlegovanje. Tako da mi ni uspelo ničesar doseči. Najlepša hvala za vprašanje. Zdaj pa zamenjam klobuk, namreč eno od mojih raziskovanih področij je tudi računalništvo in informatika v zdravstvu oziroma e-zdravje in kar ste povedali je dejansko simptom je zelo podoben oziroma razlog je zelo podoben kot kjerkoli druge. Nekdo se nečesa boji in se zaradi tega s tem noče ukvarjati. Namreč, smo pred 3-4 leti smo naredili eno raziskovalno nalogo in sicer podpora računalniška, IKT podpora pri oskrbi bolnikov z nenalezljivimi kroničnimi bolezni. To se pravi z bolnikov, ki potrebujejo neprestano oskrbo za dvig kakovosti svojega življenja. Naredili smo kompletno celo platformo in izkazalo se je, da ko smo delali na analizo, smo delali na eno skupino bolnikov, je bilo tudi diabetes in se je izboljšala kakovost stanja bolnikov z diabetesom. Zdaj, kje smo končali? Končali smo tam, imamo rezultat, imamo vse skupaj narejeno, imamo ustvarjalen rezultat, vsi smo bili zadovoljni, zdaj pa pride, sicer kolega Ojstržek, niste prav na ministrstvu, za enega drugega ministrstva, pa bo rekel, ja, če pa to toliko vnest, pa dajmo še potem naprej delati. No, zdaj je roko na srce tega priznati, da je Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje v tem trenutku v resnici zelo močno poskuša pospešiti to zadevo, čeprav bolj na administrativnih ravnih. Kot veste, imamo zdaj e-recept, imamo e-naročanje, ampak ta oskrba, ki je ključnega pomena, s katero v bistvu populaciji v celoti pomagamo, z manjšimi stroški. Ne nazadnje strošek je tudi tukaj, ki si ga država oziroma družba lahko privošči. In strošek je bistveno manjši, če imaš ti neko višjo medicinsko sestro, ki oskrbi take bolnike neprestano, vsakodnevno. In samo zato mora biti nekdo malo pogumen pa reči, ja, dajmo to narediti. Konec koncev lahko narediti to, če se k temu vrnemo nazaj, tudi zavarovalnica, ki reče, dobro, pa dajmo tem, ker konec koncev so zavarovalniški stroški. Kaj pa za narediti? Nekdo mora biti pogumen in se odločiti. To je pa zdaj tista stvar, ki ni sploh tema te okrogle mize, ampak je ne nazadnje izhaja iz tistega. Računalništvo informatiko uporabimo v zdravstvu za potrebe zdravstva. Tle smo pa padali. Hvala. Pa lahko samo en komentar k tem prijatelj. Uvajanje novih tehnologij v katerokoli dejavnost pomeni posledično tudi spremembo organizacije procesov delovanja. In seveda tukaj je velik problem. Z uvedbo tehnologije ti lahko samo pohitriš posamezen proces, vendar če proces ni temu prirejen, je lahko rezultat še slabši, kot je bil prej. Popolnoma se strinjam. Ne nazadnje, kje se stvari začele? Ne vem, če se spomnite, to je malo zgodovinsko spet, pa ni toliko zelo zgodovinsko, Ljubljanska banka je na določenem trenutku kupila eno programsko opremo za vodenje kompletne celega bančnega poslovanja. Neko grško črko je imela, tam ni katero, jih je veliko. No in Sigma je bila. Rezultat, na koncu so vse skupaj Strandberger, v okviru zaradi tega, ker procesi v banki, gremo na področje poslovnih procesov, niso bili ustrezno podprti oziroma niso bili ustrezni, da bi jih ta programska oprema podprla. Pa pridemo spet na tisto na začetku. Računalništvo informatika, zato da to narediš, je tukaj podpora. Zato moraš biti temeljno znanje z tega področja, ki ga pa žal naši, še enkrat poudarjam, srednjošolci in osnovnošolci dobijo eno samo leto. Še kakšno vprašanje? Hvala. Imamo. Ja, lep pozdrav, Stanislav Sivec. Mogoče bolj kot vprašanje, bolj kot pripomba. Pač vi naredite program, naj bi bil
usklajen s procesom. Če ni, Najprej narediš procesno analizo programa. ja, potem je treba pa ljudi usposobiti, ne, ker, ne vem, jaz imam najboljši računalnik, pa če ga ne znam uporabljati, ni vredno nič. Torej, ja. Če se o tem pogovarjamo, to spet je izven tega, ne? Ampak konec koncev v poslovni procesi v zdravstvu, katerikoli procesi treba narediti procesno analizo, kjer sodelujejo domensko specifično znanje. Se pravi, znanje tistega, ki to dela, bančnik, zdravnik, sestra, kakorkoli že je. Ne nazadnje, oblikovalec oblek, ki na koncu mora pripeljati obleko v Muri ali pa v enem tovarni, kjer se bo delala obleka. In potem, ko imamo to narejeno, potem pa gremo mi pri temu ustrezno prilagajati programsko opremo, oziroma IKT opremo, zato te procese pripravljamo. Zdaj pa tako, nihče na tem svetu ne bo izumljal na novo. Drugače bom rekel, kolesa ne bomo šli še enkrat izumljati. Zaradi tega bomo kolesa kupili. Zdaj pa pridemo do druge oblasti, ampak spet imamo tudi tiste znanja, ki so, veste, v računalniški informatiki imamo tudi nekaj znanja, ki se reče, da so višje kognitivne stopnje, če se ne motim, se temu tako grejo. Ja, recimo, en je v tem razgradnja na podprobleme, drugi je abstrakcija problema, tretji je reševanje problema, pri čemer je podproblem rešeno ne glede na glavni problem. In vsa ta znanja so ključna, ki jih naši otroci ne dobijo, ključna, ne, za kogarkoli, zato da lahko kupi kolesa in iz koles naredi avto, ker noben ne bo še koles delati. Zato tudi, če kupimo programsko opremo, danes na svetu noben ne bo še delati več programske opreme za vodenje procesa, zato ker greš pa kupiš od ene kompanije pa od druge ali pa od tretje, ker zakaj? Ali pa glavno knjigo, vse noben ne boš na novo programirati. Kupiš narejeno glavno knjigo, ampak jo moraš potem vključiti v svoje procese, zato moraš imeti pa znanje. Na tej točki bi zaključil okroglo mizo, bi se zahvalil vsem našim gostom danes in tudi vam, da ste prišli. Hvala.